Pozdravljeni, dragi moji. Vidimo se v nadaljevanju oddaje iz prejšnjega dela, prvega dela, lahko rečem, stvarstvo materialnega sveta, in smo že v tem, da vam pojasnim in tudi narišem tisto, kar bi bilo treba bolje razumeti. Govorim izključno v svojem imenu in nikakor v imenu nekoga drugega. Neke podobnosti so zgolj slučajne. Dragi moji, stvarnik je želel ustvariti bitja materialnega sveta. Ustvaril je prvo dva spolnika, ki ni eksistiral, nehal se razmnoževati, ker je pravzaprav bil sam za vse. Zato se je naveličal razmnoževati. In je seveda Bog spremenil, ali stvarnik je spremenil svojo željo in je ustvaril dva bitja. Ustvaril je žensko, ki se v njegovem jeziku imenuje Eva. In ustvaril je moškega, pravzaprav prvo je moškega ustvaril v svoji podobi, kateremu ime v stvarnikovem jeziku Adam. Ne gre to za dve osebi, gre za Adam pomeni moški, Eva pomeni ženska. Seveda spoštovalci Biblije in Svetega pisma se ne bi strinjali s tem, ampak jaz bi vam obrazložil, zakaj to trdim. Tako mi je bilo prikazano. Ampak ljudje iz tistega obdobja so bili zelo, zelo ozkogledi in jim je bilo težko dopovedati, kako je nastala materija. In recimo v Svetem pismu piše, Bog je zbral zemljo in je preoblikoval po svoji podobi, dahnil je v to zemljo in je nastal moški Adam. Ni tako. Ni tako. Ljudje so tako razumeli. Pravzaprav zemlja je v stvari materija. Torej ustvaril je materijo, ki je bila le toliko živa, da je obstajala, ampak ni imela inteligence, ni imela nosilce programov, procesorje, da tako rečem, ki so procesuirali okolico in skladali programe, povezovali vse to, kar se je nahajalo ali bilo v domeni tega bitja. Torej, moški je Adam v Božjem jeziku. Eva je ženska, da še enkrat poudarim. No, mnogo je bilo polemik, tako privatno in na nekih nivojih, celo katedrah, kako je možno, da se Adam in Eva, ki sta edini par, izrodil svet. Prej ali slej naj bi prišel problem z DNK, da se bi DNK spredil in da bi seveda človeška rasa propadla. Ampak to ne drži. Stvarnik je izjemno inteligenten. On je nas ustvaril v svoji podobi. Po svoji podobi. Torej imamo glavo, vrat, ramena, roke, telo, noge in tako da ne naštevam. In ista stvar je in žensko in z moškim. S tem, da so nekatere razlike,
ker je telo ženske z več ljubezni, to je energija, to je vibracija, roza, energija, z več ljubezni ustvarjeno to telo, moško telo je ustvarjeno z več plus energije. To pomeni vztrajnost, lovec, nositi na hrbtu, vleči, polomiti, prelomiti, in da ne bi naredil še kakšno tako slovnično grdo napako. Torej, akcija, ženska je pa nosilka ljubezni, gnezda in družine. Torej, moški gre, ulovi, prinese ženski, ženska to pripravi, rodi otroke, vzgaja jih, dviga in skrbi za gnezdo. Zato sem velikokrat povedal in bom tudi povedal, da je pravzaprav velika napaka moških, da smo zaposlili ženske. Izgineva ljubezen in seveda otroci niso tako vzgajani, kot bi sicer bilo. Jaz kar dlje časa živim na tem svetu in pravzaprav natančno vem te razlike. Doživljal sem jih in videl sem v življenju in seveda danes opazujem, kakšna je velika razlika pri mladih, v njihovi vzgoji in pri nas, moja generacija, 55 leta, evo, da povem, ne skrivam in nimam zaradi česa, ko smo vzgajani čisto drugače. Zato, da nadaljujemo, je stvarnik ustvaril po 12 bitij, in sicer 12 žensk in 12 moških, 12 Ev in 12 Adamov. Ampak to še ni bilo vse. Ker čas ima dekade, torej neka področja, ko se lahko v času, ko se lahko odvija nekaj v že naslednjem področju, v naslednji dekadi se ne more to več dogajati. Pa spet v še novi dekadi se ne more ne eno, ne drugo dogajati, zato je človek se razlikuje v 3 delih in je v resnici ustvaril po 3 tipe istega, recimo horoskopskega znamenja, in se razlikuje po dekadah. Prva dekada, druga dekada in tretja dekada, in lahko to ugotavljate tudi v praksi. Recimo ovni, prva, druga in tretja dekada se med seboj razlikujejo in recimo prva in tretja se tako razlikuje, da ne bi rekli, da so oni ovni po horoskopu. No, vzel sem samo za primer. Ampak to pa pomeni, da je 36 bitij različnih dekad oziroma tudi različnih DNK-jev. In tako tudi 36 žensk. Zato pa ni moglo priti do nekega padca DNK-ja, da je padel, da se je spridil, ampak se je obdržal. Zato pa tudi danes vemo, da parjenje ljudi z zelo podobnim DNK-jem lahko se skazi v zelo grde, da tako rečem, produkte. Seveda, kar je ustvaril neko bitje, ki nadvse ljubi človeško bitje in zelo skrbi
zanj, ker je po njegovi podobi, je dal tudi lastno voljo. Tako kot jo on ima, je dal tudi nam lastno voljo. Zato odločamo od 7. leta naprej popolnoma z lastno voljo. Do 7. leta starši odločajo za otroka. To je potrebno zaradi varnosti, da se otrok ne zaščiti in odide v temo oziroma v temačna odraščanja. Ustvaruje tudi mesto. V našem primeru je mesto Zemlja. Zemlja je bila bom tudi to narisal. Zemlja se je nahajala v področju 3 sonc. Dobro, ni isto razmerje. Samo moment, nisem v trikotniku narisal, da bi bilo razmerje isto. Torej, z vseh treh strani so prihajale izjemno čiste, svetle vibracije in ni bilo možno priti, udreti v to področje, recimo, slabe vibracije, ker se je ustvarjalo izjemno zaščitno polje luči, ki je ščitilo seveda prebivalce. Na Zemlji so bili ljudje visoki 6 metrov. Zakaj? Zaradi tega, ker je Zemlja od današnje Zemlje imela večjo maso, 2/3 večjo maso, kot je danes. Ker je kača nagovorila Evo in potem posledično tudi Adama, da so začeli jesti, čeprav jim ni bilo treba jesti. Namreč ti sadeži dreves na Zemlji, to je resnični raj bil, oni so tako neverjetno dišali in so ljudje so vohali te sadeže, in potem so se spomnili, da dajo tudi usta, ker je ta vonj, nektarski vonj, bil veliko bolj intenzivnejši, ker imamo seveda z vohom povezavo iz ust. Dokler se ni prvič pogoltnilo. Seveda, prebavni trakt človek ni imel dobro razvit. Zato je pa stvarnik ustvaril ena majcena bitja, ki se imenujejo bakterije, ki skrbijo, da vsa materija, ki pade na 1%, življenja oziroma inteligence, poskrbi, da ta materija se dematerializira. Zdaj pa bom jaz to probal s točkicami te bakterije prikazati, in so seveda ti 6-metrski ljudje začeli papati te sadeže in so se ustvarjale bakterije. So se množile in so naredile eno senco te slabe energije, razpadajoče energije. S tem so tudi pritegnile bruhanje temnih, težkih energij iz črne luknje. Črna luknja je v resnici nulta dimenzija in to je relativna dimenzija. Zato pa ta impuls, ki je prišel iz črne luknje, je
preusmeril en planetoid, ki je potoval nenaseljen seveda, potoval po vesolju in ga je ta impuls preusmeril točno tle, kaj je bilo pokrito z bakterijami, da je trčil ob Zemljo. Zemlja se je ustavila v trenutku. No, ker se je ustavila, gravitacije ni bilo in so se začeli trgati deli Zemlje, ki so odleteli v stratosfero. Ta impuls je porinil Zemljo iz trosončja in Zemlja je začela potovati skozi mrzlo vesolje, ker so to bili ljudje, ki so živeli brez oblek, so začeli zmrzovati, veliko jih je odletelo v vesolje in seveda umrli. Drugi so probali, bom probal prikazati, recimo en del, prikazati vam z mojo risbo. Recimo, evo, z utrganjem teh predelov površja Zemlje, evo recimo Himalaje, nastale, ta del je utrgan in odletel je v vesolje, ki danes deli potujejo in to so, kot sem rekel, kometi in ostala ta leteča deli, kamni in drugi predeli so v resnici deli Zemlje, ki se vračajo v matici, ker je Zemlja dolgo potovala skozi vesolje. Tako da je originalna vrsta propadla. In kaj se je naredilo potem? Planet se je spraznil, zdaj pa tisti, ki so ljudje, ki so lahko v razpokah, so rinili v središče Zemlje, ki je bilo čedalje toplejše, notranje Zemlje je bilo toplejše in so rinili noter. Tokom generacij se je njihovo telo začelo spreminjati in obraščati z dlako. Torej, jaz se ne strinjam z Darwinovo teorijo, da je življenje nastalo iz najmanjše celice, iz najbolj primitivne celice, ampak prav kontra. Iz človeka so začela nastajati manj inteligentna bitja in začela so se boriti, da se prehranijo. Kot ste slišali o zmajih, da nastajajo, tudi naš zmajček z našega gradu Ljubljanskega, kaže, da je kao bruhal ogenj. V resnici so to živali kuščarji, to so bili zelo velike, bile so zelo velike živali, ogromni primerki velikih živali in drevesa so bila ogromna, ker so seveda Zemlja imela 3-krat večjo maso in zdaj pomnožite preprosto s 3-krat, pa boste dobili približno velikost teh ljudi, dreves in živali, ki so se hranili tudi s fosforjem, belim fosforjem. In ko so prišli na površje, je ta fosfor seveda zagorel, ko je prišel v stik z kislom. To je normalno bil plamen in to so nekateri ljudje videli in so rekli, to je zmaj, tega je treba ubiti, v resnici je sam trpel ob tem ognju. Zdaj bi vam pa pokazal, kako je prišlo do naselitve
nove naselitve naših prednikov. Torej, domorodci Zemlje niso preživeli. Oni niso preživeli iz preprostega razloga, ker niso imeli pogoje, da preživijo. Odmrli so vsi. Zadnji neki, lahko se reče, da so neki Yeti, Bigfooti, če to drži, ostanki teh domorodcev, ampak jaz trdim, da so recimo gorile, šimpanze oziroma opice nastale iz ljudi oziroma domorodcev in seveda so tudi stagnirale z volumnom svojega telesa, ker niso potrebovali več tak upor gravitaciji, kot je bila tokrat 3-krat večja. No in je Stvarnik rekel, ko se je Zemlja ustavila v današnjo orbito, ona tudi iz tega razloga visi, bom to narisal, visi iz svoje osi. Eni pravijo 11 stopinj, eni 16, ampak ne bomo se s tem ukvarjali, kot da ni. Torej, to bi bila prava os, Zemlja visi takole. No, Sonce je tukaj in zato Zemlja potuje eliptično okoli Sonca in zato imamo 4-letne čase, poletje, jesen, zimo in pomlad. Zdaj, ko sem povedal, da se javlja drugo Sonce in da je to Jupiter, ki prerasta v višjo obliko, a to je Sonce, in se nahaja na jugu, seveda ima velik vpliv na gibanje Zemlje. In seveda teži k temu, da potegne Zemljo v pravilno os. Ona leži tako zaradi tega, ker je zelo poškodovana, veste, voda prekriva, pa izgleda okrogla, ampak ni. Je mnogo delov Zemlje odletelo v stratosfero oziroma v vesolje. Zato pa visi in voda nadomesti njeno obliko, ampak se dobro vidi na Zemlji, da je tukaj recimo manjka oziroma udarec, se je videl udarec, zakaj je Zemlja tukaj drugačna kot tle in ni okrogla. No, jaz vam povem iz mojega stališča, da je to zaradi udarca tega planetoida. Jupiter bo deloval intenzivno, čedalje bolj intenzivno, zato je tudi klima popolnoma spremenjena in ta teorija o globalnem segrevanju ne drži po mojih vizijah, ampak to je zaradi Jupitra, ki obseva še dodatno, poleg tega matičnega Sonca, še dodatno z svojim dodatnim sijem, ki se ustvarja in z njegovo to energijo seva na Zemljo, vlečejo da se vrne v pravilen položaj, pravilno os, in seveda segreva in severni in južni tečaj, ob tem topi ledenike in seveda se ozračje zelo nemirno obnaša, ker je stalna izmenjava, inverzija mrzlega in toplega zraka in seveda tudi v
zelo toplih krajih je prišlo do trenutne močne shladitve, ali na mrzlih krajih, recimo evo, področje Skandinavije, Rusije, je mnogo toplejše kot nekoč, ko so se borili z -50 do -75 stopinj, sedaj pa ne doseže več takih nizkih razin temperature. In v tem je tudi poanta. Zemlja je seveda bila polna, ne toliko z ostanki, recimo. Ni bilo tako veliko število opic, kot je danes, iz preprostega razloga, ker je klima bila zelo surova in tudi ta borba za življenje med živalmi seveda je redčila populacije teh živali. Zato je Bog odločil, da nas naseli iz drugih planetov. In je začel naše prednike naseljevati iz drugih planetov. To vizijo, ki sem videl, je namreč bil en zelo svetleč, bel, gromozanski krožnik, leteči krožnik, recimo bil je eto takole, in je skozi svoje, z nekimi žarki beli, spuščal ljudi in tudi recimo krave, sem videl, današnje te krave, rjavo-bele in temno-sivo-bele, črno-bele, je spuščal ta leteča ladja, ki je ne samo živali, ljudi naseljevala, ampak tudi videl sem voz, ki na dveh kolesih, ki je zelo prisoten v starem veku, tudi on je bil spuščen. Drevesa v okolici pod tem dejstvom tega letečega predmeta oziroma krožnika, ladje, so vsa drevesa padla v eno smer, kakor se je ta ladja obračala. Od tod tudi na severu Rusije je podrto drevje točno v spirali in ne vejo, zakaj je prišlo pa do nekega velikega poka, se govori, in to v podrobnosti ne vem, nisem hotel raziskovati, ker sem videl, da v resnici je ena gromozanska ladja, ko se približa površini zemlje, pravzaprav povzroči vse to. In tudi tam je verjetno bilo to, seveda ogromno luči se je ob tem ustvarjalo, in so lahko neki očividci, tisti, ki so videli takrat, ki govorijo o nekem velikem poku, seveda zelo veliko bele energije je prisotno in se razliva na vse strani, tako da oni pač govorijo o nekem velikem poku. Če bi bil pok, bi bila velikanska luknja v zemlji, ampak to je samo se spustila ena taka ladja, ki občasno pride na zemljo in sledi našemu razvoju. To so v glavnem Sirijevci, s katerimi sem in imam čast, da imam kontakt, verjeli vi to ali ne, ali me pa smatrali za psihiatričnega bolnika.
to je. In ne samo to, da je možno vzpostaviti kot ampak oni so povsod okrog nas. Ampak mi, ker smo tako padli inteligenčno, mi ne vidimo več z tako imenovanim tretjim očesom oziroma duhovnim očesom, ki vidi tudi tisto, kar se ne vidi oziroma vmes. Zelo smo omejeni pri fizičnih očeh in zelo malo vidimo in zato se tako močno držimo za materijo in hočemo neke dokaze, zato pa ne vidimo tudi teh stvari. Polna je zemlja vseh duhovnih učiteljev, ki učijo meditacijo, pa to, da veste, da včasih, da so duhovniki, mnogi duhovniki po končani teologiji šli 40 dni meditirati. Tako kot je v kristjanskem svetem pismu opisano, da je Jezus taval 40 dni po pušavi, kar pa ne drži, on ni taval, je natančno vedel, kaj hoče. On se oddaljil od ljudi in se je osamil, da bi lahko prišel v stik s svojim stvarnikom in to se odvija točno 40 dni. Očisti vse te moteče vibracije, ki ne dovolijo, da vidimo, slišimo, čutimo in seveda pride v stik s stvarnikom in se lahko brez kakršnega koli prenosnika, posrednika pogovori z njim, kaj in kako naprej. To bomo tudi enkrat v enih kasnejših oddajah govorili o tem. Torej, mi smo naseljeni in naši predniki niso domorodci te zemlje, zato vidite tudi veliko, ne veliko ali več ras, več tudi razlike v telesne razlike, zato ker naši predniki so naseljeni iz različnih planetov. So govorili, da v Južni Afriki oziroma v Afriki, da so črnci zaradi tega, ker je stalno prisotno sonce, kar je pa nesmiselno. Angleži so v Južni Afriki že ne vem koliko stoletij, pa noben ni postal črn od njih, ampak so tako beli, da so skoraj prozorni, da se malo poheca. Torej, naseljeni smo iz drugih planetov. Morda nekdo skrbi, da se to znanje ne širi, ne ve, ampak jaz sem te vizije videl in seveda vam prenašam to, kar sem videl. Pa vidite tudi, da smo karakterno precej različni. Recimo, južnoameriška rasa je čisto drugačna kot arabska. Črnci tudi obstajajo več vrst, recimo avstralski črnci, oni so drugačni kot in konstitucije in pameti, kot so afriški črnci in tako naprej, da ne naštevamo te razlike, katerih se zavedamo. Torej, odtod je to in nikakor ni, da so te rase nastale na Zemlji. In kako je nastala Zemlja? No, kot smo rekli, da je en zvok ustvaril spiralo, ker ta spirala je imela seveda limit, je šla takole navzdol, da je ponovila svoj štart. To je ena spirala. Druga spirala bi bila pa in druga ali moška energija, ta spirala je šla seveda v drugačno smer. Znotraj
znotraj te spirale je nastal prostor. Raztegovanje spirale je v resnici čas, ki določa čas. Po določenem času znotraj te spirale nastane plin zaradi stalnega gibanja zvoka. Se uplini ta zvok in potem se povečuje, ko doseže neko gostoto. Gostota pridobiva trdnost. Pa prvo postane luč, sicer ker sem z modro barvo tle, z modro barvo sem pa bom izbral eno svetlejšo barvo. Potem je to, nastane oblika. In ta oblika se začne vrteti okoli svoje osi. In bolj to traja, bolj trdno postaja. In se naredijo iz molekul plina, se naredijo molekule materije. In tako nastane geometrijsko telo ali krogla in seveda v vesolju. Ker je pa Zemlja bila predvidena, ker jo je stvarnik ustvaril zato, da bi opravljala funkcijo gostitelja ljudi, torej človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi, seveda je imela površino, trdno površino in je bila v trosončju. Tle je bilo eno sonce, tle je bilo eno sonce in tle je bilo eno sonce. Sonce je vplivalo na Zemljo tako, svojo silo. Rekli smo, da je Sonce v resnici interdimenzionalni prehod in ni nikakor masa, kot to nekateri trdijo. Ustvarjajo ta trikotnik luči in Zemlja se začne vrteti, ker enostavno ustvari ta sila določeno distanco, da se ne more približati Zemlja temu Soncu in da se ne more preveč približati temu ali temu Soncu. Zato te tri sile delujejo tako, da se ona vrti okoli sebe in ne, da bi se vrtela okoli enega Sonca, tako kot se danes, ker je to Sonce ujelo pri potovanju skozi vesolja, ujelo v svojo orbito, seveda se vrti zdaj okoli Sonca, domicilnega Sonca, da tako rečemo, ali tega edinega Sonca, ki trenutno imamo. No, rojeva se pa še drugo Sonce, in sicer Jupiter prehaja v višjo obliko ali Sonce in se bo postavil nekje nasprot tega Sonca za začetek. Kasneje, čez v toku 1000 let počitka in prenove, bo nastalo še eno tretje Sonce, Zemlja se bo prenovila, pridobila še 2/3 mase, torej se bo materializirala materija oziroma Zemlja in bo spojila vse te vrhove oziroma postala bo gladka kot kugla.
in vrtela se bo na enem mestu, seveda v tem istem razmerju trosončja ali trikotnika. Seveda ne bo teme, vedno bo dan, ampak ljudje, ki bodo doživeli to prenovo, ta dvig, bodo seveda živeli povsem srečno, veselo in brez želje po noči ali senci, da bi spali. Namreč ta tri sonca omogočajo, da se človek hrani izključno z energijo oziroma vibracijo teh treh sonc in seveda, da živi še naprej. Evo, toliko za danes. Nadaljujemo še naprej in vam bom tudi povedal, kaj se bo zgodilo, in govoril vam bom o dimenzijah, koliko dimenzij obstaja in kaj se nahaja v teh dimenzijah. Jaz bi vas še prosil, da obiščete tudi našo stran om-an.si, na kateri lahko pogledate tudi naše proizvode, ki so ustvarjeni izključno za vas. To je voda moja, ki je energizirana oziroma vgrajen je program v to vodo, ki seveda deluje proti strahu, proti stresu in odpravlja tudi posledice strahov in stresov, in celo tudi fizične. To je možno, da nas kontaktirate preko strani in vam tudi lahko dostavimo. To je pa tudi centralna piramida, ki ščiti celo hišo, ohišje in vse ljudi, domače živali in domače rastline, od vseh sevanj. Imamo tudi fantastične rezultate glede radioaktivnega sevanja. Ne bom še objavil, dokler ne dobimo čeprav je dokazano, imamo dokaze, ampak če pristanejo stranke, ki razpolagajo s temi dokazi, potem bomo pa tudi objavili, kaj se je zgodilo z radonskim sevanjem pod njihovo hišo in okoli hiše, ko so postavili piramido, centralno piramido v delovanje. Seveda, kakšen like ali delite naprej, to nam zelo pomeni, da naša produkcija stoji bolj trdno, pomagali boste s tem tudi drugim ljudem. Verjeli ali ne, prej ali slej boste dobili dokaze in potem boste začeli mozaik nekako ugraditi vsak del v mozaik, tak način, da bi bolje razumeli, kaj želim povedati. Mir z vami, Om An.